Spet je ponedeljek in čas za športni pogled na spletni strani delo.si. Tokrat le v tomskem zapisu z menoj je Jernej Suhadolnik na telefonski zvezi iz Švice. Lep pozdrav, Jernej. Živijo, lep pozdrav. Kako je kaj v Bernu? Kakšna je bila pot naše reprezentance v Švico? Ja, let je bil sorazmerno kratek, glede v primerjavi s prejšnjimi potovanji. Tu pa jih je pričakalo mrzlo vreme z obilico napovedi o slabem vremenu za jutri. Pričakujejo dež, nizke temperature in boj z euforično, tudi še vedno motivirano reprezentanco. Kaj praviš, kakšne so razmere, ugodne ali neugodne za Slovenijo torej? Prvič doslej se je zgodilo, da je težko oceniti, ker dejansko ne vemo, v kakšnem stanju in psihološkem in telesnem so Švicari. Dejstvo je, da iz petka na soboto najbrž niso spali, uvrstili so se že v Brazilijo. Tu so jim pripravili še 2 dneva, torej v soboto in nedeljo, nekakšne vesele urice in druženje in proslave in fotografiranje z navijači in tako naprej. Tako da v najboljšem možnem času so oni začeli razmišljati o Sloveniji danes. To je, in pa predvsem o sebi, ne. Tako da to je zanesljivo dobra okoliščina za Slovenijo. Slaba pa je ta, da bo njihov selektor opravil vsaj 5-6 menjav in v igro poslal bolj motivirane igralce od tistih, ki so doslej igrali. Še vedno gre pa za same vrhunske igralce, ki jih roko na srce Slovenija še vedno nima toliko kot Švica. Zdaj, kar zadeva našo reprezentanco, je dokazano v vzponu. Dejstvo je, da ima jutri dvoboj za vsaj 2-krat, če ne 3-krat močnejšo ekipo kot je Norveška, tako da jutri bo res ta prav dan D, ta prav finiš kvalifikacij, kjer se ne bo dal ničesar skrit in kdor bo zmagal, zdaj bomo pa videli, kako bo. No, nismo odvisni le od sebe, gledali bomo vsi še malo na tekmo Norveška, Islandija. Kaj praviš, kako se lahko tu razplete? Tudi tam je težko oceniti, ker obstaja veliko privržencev teorij zarote, da se bo skandinavske oziroma severnoevropske države, da se bodo med sabo spet zmenile tako kot nekoč že, recimo na Euro 2004 je kratko zaradi dogovora, sicer nedokazanega Švedov in Dancev kratko potegnila Italija. Zdaj se mnogi upravičeno ali pa neupravičeno bojijo, da bo podobno zdaj, da bi torej Norveška pustila Islandiji zmago, ampak vseeno to je težko izvedljivo, vendarle gre za dejstvo, da ima Norveška novega selektorja in nisem še srečal strokovnjaka, ki bi želel v 4 dneh po svoji premieri ali pa po inauguraciji izgubiti 2 tekmi zapored. Tako da jaz ne verjamem v to, da bi kdorkoli tam pustil Islandiji, da zmaga. Je pa res, da gotovo je motiv na strani Islandije, ki ima prvič v zgodovini priložnost, da se vrsti na veliko tekmovanje. Tako da in v Bernu in v Oslu je po moje še vse odprto in je težko karkoli z gotovostjo napovedovati. Preračunljivost v športu se na dolgi rok ponavadi ne izplača. Zato tako ali tako mora naša reprezentanca gledati predvsem nase in na svojo igro v Švici. Kaj lahko še pokažemo? Smo lahko celo boljši kot proti Norveški? Najbrž tudi moramo biti, ne, glede na moč tekmeca. Kakšno pa je zdravstveno stanje? Vemo, da je Kevin Campbell torej tekmo z Norveško odigral poškodovan. Kakšno je njegovo stanje? Kaj je z Ljubljankičem, ki je tudi izpustil zadnji trening? Ja, po zadnjih informacijah naj bi bila oba nared za igro. Tudi Campbell je sam posredno priznal, da rabi predvsem počitek. Njegovi gležnji oziroma tetive so pač v zadnjih mesecih pod hudimi napori. Igra 2 tekmi na teden non-stop in to na najvišji ravni. Tako da pač potrebuje počitek, se pa mislim, da ni nobene bojazni, da jutri ne bi bil nared. Jaz tudi mislim, da bo selektor Katanec računal na podobno 11-terico kot v petek. Morda se utegne zgoditi, da ne bo celo ničesar zamenil oziroma nikogar. Je pa tako, ne, v nogometu je zlato pravilo, da dober si
toliko, kot ti dovoli tekmec. Ne. Jaz mislim, da Švica vendarle, kakršnakoli bo že pritekla na igrišče štadiona v Bernu, da je za razred boljša od Norveške in jutri bo sigurno se obeta izjemno težka tekma za Slovenijo. Praviš torej, da je tak blitzkrieg, kot so ga Katančevi fantje prizorili Mariboru, z dvema že odločilnima goloma v 15 minutah najbrž ne pride v poštev, kako pa se lotiti potem Švicarjev? Ja, osnovno izhodišče, tudi Srečka Katanca, tudi prej mi je recimo na letališču po pristanku potrdil to, je najprej ne prijeti gola. Ne. Zdaj, morajo se postaviti igralci, kar se da čvrsto, trdno zapirati prostor, ne se batiti v dvoboj z igralci. Nedvomno bo imeli motiv več od Švicarjev. To je neizbežno v športu, ko se ti zgodi en tak uspeh, kot se Švicarjem. Ampak to je treba potem še pokazati na igrišču. Ne. Gotovo se Slovencem nikamor ne mudi, saj ne bi se jim smelo. Ne nazadnje tudi rezultat 0-0 ali katerikoli drug remi jim še igra. Ni nujno, da bi mogli zmagati za uvrstitev v dodatne kvalifikacije. Res je potem sicer, da bi morala Islandija izgubiti v Oslu in se tudi nekatere druge tekme iziti v našo prid, predvsem Bolgarija, Češka. Ampak vsaj v prvem polčasu se sigurno Slovencem ne bo nikamor mudilo in ni za pričakovati kakšne ofenzive ali pa kaj podobnega. Mislim, da bo zelo zaprta tekma na začetku in da se bo šlo v drugem polčasu začelo odvijati v eno ali drugo smer. Odkar je reprezentanco spet prevzel Srečko Katanec, so šle zadeve vsekakor navzgor. Vemo, kaj se bo zgodilo, če pridemo do dodatne kvalifikacije, nova nogometna euforija. Kakšne bodo pa posledice, če bo zadeva obstala na tej točki, če bomo jutri ostali brez uvrstitve na mundial? Jaz mislim, kar zadeva kadrovski položaj, da se veliko ne more spremeniti, ker ne nazadnje tako Katanc kot njegov predhodnik Slaviša Stojanović sta že, bomo rekli, kar temeljito prevetrila oziroma pomladila reprezentanco in dodatno pomlajevanje bi bilo dejansko neresno, ne glede na razplet jutrišnje tekme ali pa novembrskih kvalifikacij dodatnih. Tako da tukaj nekih sprememb hujših ne vidim, niti mislim, da ni možnosti, da bi Novaković prenehal ne glede na razplet. Ampak je pa sigurno posledica večja za finančno plat slovenskega nogometa. Ne. Uvrstitev v Brazilijo je takole čez palec vredna med 10 in 13 milijonov evrov, kar je seveda ogromen denar za slovenski nogomet. No, Jernej, veliko smo že povedala o jutrišnji tekmi, pa končajva recimo še stavno napovedjo. Če bi imel pred seboj zdajle stavniški listek na tekmi, ki odločata v slovenski sodi, torej Švica, Slovenija in Norveška, Islandija, kaj bi sam postavil? Izbral bi remi v Bernu in zmago Norveške v Oslu. Pa bi bilo to dovolj, da bi se vrstili na dodatne kvalifikacije? Ne nujno, morda bi bilo dovolj, morda ne. V tem primeru bi bili odvisni od razpleta tekme med Bolgarijo in Češko in lahko bi celo teoretično prišlo do zelo zanimivega položaja, če bi denimo Bolgari premagali Čehe 4-2. V tem primeru bi imeli enako razliko v golih kot Slovenci in odločala bi skupna razlika v golih, potem večje število golov in danih in večje število golov v gosteh. V teh obeh smerih bi bila boljša Slovenija. Težava za Katančevo četo pa bi nastala, če bi Bolgari premagali Čehe za več kot 2 gola. V tem primeru remi v Bernu Slovencem seveda ne bi zadostoval in bi v dodatne kvalifikacije potovala Bolgarija. Torej, zanesljivo se vrsti Slovenija v dodatne kvalifikacije samo v primeru zmage v Bernu in seveda poraza ali remija Islandije v Oslu. Veš kaj, potem pa pustiva torej tvojo stavo, dajva kar 1-2 na Švica, Slovenija, pa bomo vsi mirni. Tako. Najlepša hvala, Jernej, za tole analizo in jutri bomo vsi skupaj stiskali pesti. Prosim, adijo.